Sabina Topolovec pa nam je tokrat pripravila različne lahke poletne prigrizke. Ekološke sestavine je skrbno izbrala na spletni strani prema.si. Lahko, zdravo in osvežujoče. Končno smo dočakali poletje in poletje je tak čas, ko se ljudje običajno nekoliko manj radi zadržujemo v kuhinji in nasploh v hiši. Je tudi čas, ko nam narava v obilju poklanja svoje sadove. Je čas, ko si želimo predvsem ohladiti, zato marsikaj lahko naredimo tudi z eno tako notranjo klimatsko napravo v obliki živil. Kaj pa je tisto, po čemer ljudje posebej radi posegamo v poletnem času? Verjetno vam je ena prvih asociacij kakšna solata. Seveda, narava, kot rečeno, nam v tem oziru podarja zelo veliko. Zdaj pa, da se bomo tudi dobro nasitili, da ne bomo poskrbeli zgolj za vitamine, za minerale, potrebujemo tudi kakovostne beljakovine. In v tem smislu je vedno dobro, če imamo v hladilniku pripravljeno nekaj fižola že kuhanega vnaprej, recimo, ali kakšno drugo stročnico. Ker pa imamo Slovenci tudi zelo radi testenine, lahko tudi pri testeninah izberemo takšne, ki so narejene iz stročnic. Recimo, lečene testenine so takšne, ki bodo po okusu zadovoljile vse tiste, ki imajo zelo radi ogljikove hidrate, so pa v njih seveda za voljo teh stročnic tudi veliko beljakovin prisotnih. Zdaj pa seveda dodajemo čim več svežega, recimo nekaj zelene, stebelne zelene, pa paradižnika, pa kumar, pa recimo paprike. Potem pa sem pripravila tule nakaljena sončnična semena za še dodatno dozo antioksidantov in pa mnogih drugih koristnih hranil, ki jih sončnična semena vsebujejo, tudi zelo veliko beljakovin. Tisti, ki imate radi, lahko tudi recimo dodate nekaj sira ali kakšnega tofuja praženega po želji. Skratka, dodatki so čisto po vaši izbiri. Važno je, da vam je všeč, pa da je čim bolj polnovredno. V poletnem času se lahko zelo dobro ohlajamo tudi z svežimi zelišči, ki jih imamo na vrtu. Jaz sem zdajle dodala kar zajeten šopek drobnjaka, pa recimo za še prijetnejši okus, pa še za dodatne koristne maščobne kisline, omega 3, pa še nekaj orehov. Tako, to so zdaj osnovne sestavine, kateri na koncu dodamo le še en tak sočen preliv. Zdaj v poletnem času mogoče manj teknejo kakšni zelo težki mastni prelivi, zato so kakšno olivno olje in pa jabolčni kis boljša izbira. Pri jabolčnem kisu je zelo dobro, če uporabimo čim bolj naravnega, ekološkega. Tako, naša solata je pripravljena. Kako pa si vi poleti gasite žejo? Kakšen vrček z vodo, ki nikakor ne rabi biti preveč ohlajena, lahko je čisto normalne sobne temperature, kakšna rezina limone in nekaj svežih zelišč in smo že ustvarili čudovit napitek za vse generacije. Seveda pa v poletnem času ne pozabimo tudi na sladko in tudi tukaj si želimo prihraniti kar nekaj korakov po naši vroči kuhinji, zato lahko ustvarjamo kakšne preproste kreme, lahko kakšne sladolede in podobno. Zdaj, zelo preprosto je takrat, ko samo zmešate vsebino iz vrečke z nekaj mleka in smetane in tako v minuti ali dveh ustvarite tako čvrsto kremo. Kot mus imate lahko čokoladni, vanilijev, zdaj sem pripravila recimo iz jagodičevja, pa je to lahko že osnova za recimo podlaga za kakšno sadno kupo, lahko pa takle mus na osnovi riževega škroba in povsem naravnih sestavin uporabite recimo tudi kot premaz za kakšno torto. Zdaj bom to jaz čisto na hitro pokazala, ne bo tako lepo, kot bi si želela, če bi imela več časa. Ampak recimo namažete na pripravljeno podlago, jaz sem jo tokrat naredila kar iz kuhane prosene kaše, potem pa kakšen cvetlični posip. Slovenci oziroma nasploh v Evropi zaužijemo premalo cvetlic, mislim teh užitnih cvetlic, ki so hrana za dušo, tako da v takšen namaz vsekakor se zelo dobro priležejo, pa še nekaj svežega jagodičevja recimo.
in smo ustvarili eno tako zares polnovredno, zdravo, okusno sladico, ki je lahko hkrati tudi malica, lahko je zajtrk, lahko je večerja ali pa preprosto posladek. V poletnem času pa nikakor ne pozabimo tudi na sladoled. Ni nujno, da se vedno odpravimo v slaščičarno ali po banjico sladoleda v trgovino. Tudi doma lahko marsikaj ustvarimo sami, pa imamo natančen pregled nad vsemi uporabljenimi sestavinami in se v celoti izognemo celemu orkestru takšnih in drugačnih dodatkov, ki jih ne želimo v prehrani. Če se iz takšnih ali drugačnih razlogov recimo izogibate mlečnih izdelkov, če so prisotne alergije, si lahko recimo pri pripravi sladoleda pomagate tudi s kakšnim že kupljenim desertom na osnovi riža ali ovsa. Tale je recimo aromatiziran z vaniljo. Vanilja je ena najbolj cenjenih začimb na vsem svetu in zelo pomembno je, da mi uživamo zares pravo vaniljo in ne ponaredkov, ki so prisotni v večini izdelkov. Zdaj, lahko bi že samo to zmrznili za nekaj dodanega svežega jagodičevja. Če se želite v celoti izogniti mlečnim izdelkom, bi recimo v takšno kremo lahko dodali pretlačeno banano ali pretlačen avokado. Zdaj, tisti, ki pa smete uživati smetano, pa potem lahko sledite klasiki in dodate nekaj recimo stepene smetane. Ta bo poskrbela za še večjo rahlost sladoleda. Preprosto pomešate vse skupaj. Lahko bi dodali malce kardamoma, se bo zelo dobro prilegel v takšno sladico. In pa dodatke po želji. Za okus po karameli bi lahko dodali recimo nekaj sesekljanih datljev. Sicer pa lahko tudi kasneje, ko to že dovolj zamrzne in ko serviramo, dodamo poljubne sestavine, tako kot je sedaj modno v številnih slaščičarnah, kjer ob kepici sladoleda si lahko sami naredite razne posipe. Recimo, jaz sem tule pripravila nekaj gozdnih jagod, pa goji jagode, pa karamelizirane mandljeve lističe z javorovim sirupom. Možnosti imate pa v resnici zelo veliko. Ko takšno kremo za sladoled pripravimo, je priporočljivo, da je v čim nižji posodici damo v zamrzovalni predal za približno 2 do 3 urice in po tem času dobimo sladoled. Ker mi nimamo toliko časa, sem vnaprej pripravila že sladoled. Tega sem naredila z čokoladnim desertom, v katerega sem dala nekaj cimeta namesto kardamoma, nekaj naravne arome pomaranče. Zdaj pa tako, kot sem rekla, v današnjih slaščičarnah pogosto lahko si postrežete še z raznimi prelivi in raznimi posipi, tako da na čokoladni sladoled recimo bi se zelo dobro prilegel tale namaz iz sezama in kakava. Za izredno dobro porcijo kalcija in številnih drugih koristnih hranil, ki jih najdemo, pa recimo nekaj goji jagod. Tu se kar prepustite svoji domišljiji oziroma vprašajte otroka, kaj je tisto, kar jim je všeč. Še najbolje pa bo, če si bojo kar sami postregli z dodatki, ki jih pripravite in izberete vi. Tako, to je bilo nekaj konkretnih namigov za dolgo vroče poletje. Naj vam tekne in naj vam bo lepo.